Veste, kot vedno, jaz sem že zraven 12. pri sprejemanju državnega proračuna, je bilo in žal še bo nekaj časa glavna zadeva, ali je od tega ali onega poslanca njegova cesta noter. To je seveda za poslance pravzaprav najpomembnejše dejanje ob sprejemanju proračuna. Žal je tako. Še toliko bolj seveda, če nekatere stvari niso bile v 3 letih narejene in potem seveda zadnjo 4. leto, ko bodo volitve državnozborske, takrat pa absolutno mora biti. Povejte mi, drage novinarke, dragi novinarji, ali ste kdaj v svoji življenjski karieri, kar upravljate to delo, že kdaj imeli pred sabo spisek na 29 straneh, kjer bi prav ta najbolj občutljiva točka bila javno in jasno pokazana po vseh občinah. Proračun 2.8, rebalans 2.8 in proračun 2.9. Nikoli. Ker to je bil najbolj skriven dokument, to je bil najbolj tajni dokument v tej državi. Zakaj? Zato, da se ne bi videlo, koliko sredstev in na kakšen način si je razdelila takrat koalicija. Vprašajte me, vem, ker so mi povedali. Koalicijski poslanci so se pred zadnjimi državnozborskimi volitvami leta 2004, pred sprejemom proračuna za 2004, vsedli skupaj. In vseh, mislim, da 59 ali 60 poslancov, vsak je dobil na razpolago določeno kvoto denarja. In to določeno kvoto denarja je lahko razporedil na cesto, katera se je njemu zdela pač najbolj donosna, seveda v političnih točkah oziroma glasovih na državnozborskih volitvah. Tega ni bilo do sedaj, nobenih 3 letih in seveda tudi sedaj v 4. letu. Zato ne pristajam na tisto floskolo, ki pravijo, ja, vse, ko pa prijete na oblast, ste pa vsi enaki. Nismo vsi enaki, drugačni smo. Boljši ali slabši, o tem ne bom govoril. O tem naj odločijo in rečejo volivke in volivci. Ampak smo načelne. To, kar smo govorili 8 let v opoziciji, to sedaj 4. leto v koaliciji delamo. In ta dokument je tukaj pred vami in vam ga tudi dajem. Veste, nekatere poslanske kolege iz opozicije, če jih poslušate 3 minute, ugotovite, da so v protislovju. Če jih poslušate 3 dni, potem si že skoraj več ne morete misliti, kaj je z njimi narobe. Če pa seveda 3 leta pa ugotovite, da bo verjetno to državljankam in državljanom prinešeno v naslednjem mandatu in kaj takšnega več ne bodo rabili poslušati. Tako, kot je že moj kolega rekel, ta proračun ni volilno naravnan, ampak ta proračun je pa regionalno naravnan. To pa je. O tem pa vam lahko garantiram. No in če bo opozicija se držala tega, kot je napovedala, z spremembo ustave, koalicija jim je sledila, kljub temu, da so zapuščali, spomnite se nekatere odbore, nekatere celo sejo državnega zbora, pri sprejemanju regionalne zakonodaje. Mi pa smo pustili odprta tiste ključne zadeve. Vlada je sedaj že predložila ustavo zakonodajo. Mi verjamete, drage kolegice in kolegi novinarji, da je velika večina teh razprav namenjena pravzaprav na regionalno raven. Državni zbor, poslanci državnega zbora bi naj govorili o nacionalnih projektih. To so avtocestni program, to je železniški program, to je pomorstvo, to je letalstvo in tako dalje. Skratka o nacionalnih projektih, ne pa seveda o posameznih lokalnih cestah, osnovnih šolah, kulturnih dvoranah, športnih dvoranah in tako dalje. To so stvari za regionalno raven. In tisti, ki bo seveda nasprotoval temu in bo nasprotoval, da se iz proračuna, katerega mi danes
torej bomo sprejeli tudi za 2009, seveda bo zato potrebno rebalans proračuna 2009, naslednjo leto, če sprejmemo zakonodajo regionalno, da se 1,2 do 1,3 denarja spusti na to regionalno raven. In to bo najbolj bistvena poteza, najbolj pomembna zadeva, ki jo bomo naredili v tem državnem zboru, ne koalicijski poslanci, poslanci tega državnega zbora. Vlada je svoje naredilo, kar smo jim naložili, ne samo po koalicijski pogodbi, ampak tudi poslanci opozicije. In seveda takšne stvari so najpomembnejše. No, pogledajte, mogoče samo nekaj tehle konkretnih zadev, katere je že kolega omenil, in bi jaz še samo mogoče malo dopolnil. Veste, ko govorimo o nekaterih amandmajih, ki so zelo populistični, ampak to ni za zameriti, to je pač stvar opozicije, smo v koaliciji odgovorili tako, da nismo si delili v koalicijskih krogih, ampak da delamo za dobrobit celotnega skladnega regionalnega razvoja. S tem smo pa seveda odgovorili tudi, da smo seveda delali z spremembo sistemskih zakonov, tako kot je bila davčna reforma, tako kot je bilo ogromno spremembe na administrativnih reformah. In seveda neki amandma, ki ga predlaga recimo Združena lista za 500 000 evrov dopolnilna sredstva občinam, ja, bi pričakovali, da bodo poslanci, vse poslanci župani z 2 rokoma tiščali na tisto tipko. Ampak veste, takšni amandma bi naredil točno nekaj takšnega, česa si ne želimo. Povečal bi samo razlike med občinami z sistemom financiranja, ki je bil prej, ki je bil krivičen. Ni bil krivičen samo, da je bil krivičen. Protiustaven je bil, to je ugotovilo celo Ustavno sodišče za zakon o financiranju občin v prejšnjem mandatu. Ali pa recimo en populistični amandma recimo za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. To je seveda tako populističen, da enostavno z tistimi, ne vem, 15 000 evri, koliko so predlagali, oziroma 3,5 milijone evri, seveda v bistvu ne pomeni nič. Vprašajte pa danes podjetnike, koliko administrativnih ovir smo odstranili, vprašajte jih, na kakšen način so ustanavljali podjetja pred to vlado in na kakšen način danes. Nekoč je rabo mesec dni, danes pa rabi 2 dni, da ustanovi podjetje. To so pravi vsebinske spremembe. Veste, kar je zanimivo, opozicija da recimo en amandma. Kolega je omenil prej varstvo konkurence. Za 100 000 evrov in koaliciji, ko smo šli čez vse opozicijske amandmaje v koaliciji, smo rekli, ja, sej, ta bi pa res bil pravzaprav dober, mogoče res je tu potrebno nekaj več narediti, ker dejstvo je danes, da so marže, trgovske marže, žal so postale eden izmed glavnih generatorov inflacije. In seveda potem je potrebno udariti in seveda brez, jasno, sposobnega kadra, oni imajo veliko denarja tam zadnjih in seveda lahko temu uradu še kako nasprotujejo, seveda ne gre. No in potem Cvikl recimo med obrazložitvijo tega amandmaja govori, da jemljemo denar na nekih postavkah, ki seveda ni vredo, ampak predlagatelj tega amandmaja je bila Združena lista, ne koalicija. No in ne vem, še nekaj takšnih neumnosti se je pač dogajalo. No, mogoče je, bom rekel, strani opozicijskih poslancev, vsaj nekaterih, ki so celo cinični, in nekatere koalicijske poslance zmerjajo s tem, da ne znajo brati proračuna, da ne znajo, kaj sledi iz postavke, glavne postavke, podpostavke in tako dalje. Skratka, pripričan sem,
da smo naredili dobro za to državo, da smo naredili najbolje, kar se je dalo narediti, da seveda nekateri ob sprejemanju proračunov tako avtocestnega programa v prejšnjih mandatih ne bi mogli delati tako, kot so, če bi imeli že zdavne pokrajine, ker to je eno od naslednjih najpomembnejših gonil skladnega regionalnega razvoja in upam, da bomo do pokrajin prišli in da bomo drugo leto ob spremembi proračuna 2009 seveda govorili v državnem zboru o generalnih temah, državnih temah, na regionalnih ravneh pa o temah, ki so danes žal največkrat pravzaprav omenjene.